Pravijo, da se do 9. pozdravlja, dobro jutro, 10:09 je, dober dan, torej spoštovane gospe, cenjeni gospodje. Na 6. posvetovanju 3. razvojne osi, ki ga je organizator, to je Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, tokrat pripravijo pod naslovom ali pa pod motom, ali gre sedaj končno zares. Če ste kaj opazovali minule dni, gledali medije, potem bi rekli, da verjetno gre res zares, glede na to, kako se ljudje po Savinjski dolini razburjajo ali pa so slabe volje, ker jim pred hišami zabijajo tiste količke. Ampak, da bo šlo čisto zares, so vam in nam uporabnikom ceste doslej obljubljali že neštetokrat. Najmanj 14 let se vlečejo te obljube v tej ali oni obliki in dovolite mi, da vas na začetku vse v minuti spomnimo na tiste obljube, ki smo jih slišali najprej leta 2005 in potem 10 let kasneje, leta 2015. Videli in slišali bomo dva premijeja in slišali bomo njune besede o nekakšnem novem pojmovanju časa. Prosim. Koroška po tranziciji še ni doživela pravega gospodarskega razcveta. Korošci menijo, da predvsem zaradi slabih cest. Zato je bila ena izmed osrednjih tem obiska tako imenovana 3. razvojna os. Koroška bi tako dobila primerno cestno povezavo s slovenskim avtocestnim križem. Vlada je obljubila, da se bo gradnja začela v nekaj letih. Jaz mislim, da se bo projekt 3. razvojne osi začel tukaj, da bo to prva faza, se pravi priključitev Koroške na avtocesto. Načrti, ki jih ima država, torej naše prometno ministrstvo skupaj z ostalimi, se morajo resnično uresničiti, kajti predvsem iz potreb je to potrebno res storiti v najkrajšem možnem času. Prosim, prisigam ti. No in takole je nastala skupinska slika Cerarjeve vlade ob prvem delovnem obisku na Koroškem. Predsednik vlade je obisk začinil z drzno obljubo, da bo prav ta vlada zasadila prvo lopato na 3. razvojni osi od Koroške do Bele krajine. Enega izmed najbolj težavnih odsekov, Slovenj Gradec-Velenje, naj bi začeli graditi leta 2019. Ne želim saditi praznih obljub, bilo jih je že preveč razočaranja, ampak natančno sem povedal, kaj so prvi koraki, ki bomo v to smer storili. Prva Janševa vlada je pričetek del obljubila leta 2008, Pahorjeva 2012, Cerarjeva pa za dela na odseku Slovenj Gradec-Velenje obljublja leto 2019. Dobro, tista pesmica med obema premija je bila malo moje zlobe. Slišali ste najprej v najkrajšem možnem času, najkrajši možni čas je Koroška po tranziciji še ni doživela 15 let. Slišali ste potem naslednjega premijeja, ki pravi o tem mandatu, očitno računa, da so premijski mandati dolgi 5 let. Dobro, takšna so zgodovinska prizadevanja za to cesto, katere zgodba se sicer začenja pred 44 leti, boste slišali malo kasneje. Ampak vrnimo se v leto 18. Trije gospodje bi vas radi pozdravili na začetku, začenja pa seveda gostitelj. Župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Izvolite. Tu ali pa za pultom bo boljše. Lep pozdrav vsem prisotnim. Dobrodošli v imenu občine Ravne na Koroškem v Koroški regiji. Veseli me, da ste se zbrali, cenjeni gostje, Društvo za razvoj cest vzhodne Slovenije. Hvala za zaupanje, da ste 6. posvet v 3. razvojni osi organizirali na Ravno na Koroškem. Lahko rečem, da današnji posvet mora imeti en prepričljiv odgovor in to je seveda da. Mislim, da bi mogla biti danes osrednja nit vseh referatov, da tokrat res gre za res. To lahko sklepamo z mnogimi dejavniki, tudi seveda za vašo prisotnost, cenjeni gostje in goste. Dejstvo pa je, da se nahajamo na pomembni točki 3. razvojne osi. Tudi obljuba predsednika vlade dr. Cerarja še ni pojedena. Čas za prvo lopato leta 2019 je še. Zakaj lahko rečem, da sem kot župan občine Ravne, oziroma en izmed koroških županov optimist? Koroška regija že dolgo potrebuje to cesto, to ni naša želja, ampak je naša potreba.
Hkrati pa nas ne rabimo po mojem več biti cinični, lahko smo že optimisti, z optimizmom pa me navdaja več dejstev. Prvič, državna politika na državni ravni, ki pravzaprav resnično odloča o tretji razvojni osi, se je že odločila z pogumnim sprejetjem državnega prostorskega načrta in pa s trenutnim oddajanjem projektiranja tretje razvojne osi. To niso samo besede, to so dejanja, ki so izvršena. Drugi razlog za optimizem je poenotenje lokalne, regijske politike, tako koroške kot savinjsko-šaleške regije. Obe dve regiji predstavljata pomemben del prebivalstva Republike Slovenije in tudi pomembno gospodarsko moč. Tukaj smo v tem trenutku z izjemo županov ob avtocesti enotni, da cesta mora biti, stroka oziroma nadaljnji dialog pa bo pokazal točno, kakšna bo. In pa tudi volja ljudi, ki je predstavljena, artikulirana najbolj z dejanji naše mladinske iniciative za tretjo razvojno os. To je redka iniciativa, ki je za, in tega mislim, da v naši državi manjka. Večinoma se najde, ko smo že prej komentirali, iniciative, ki so vedno nekaj proti. Te so večinoma predstavniki manjšinskih interesov, tokrat pa imamo inicijativo, ki zelo artikulira, zelo dobro predstavlja na dobre načine, zanimive načine, tudi medijsko zanimive, večinsko voljo Korošcev in poleg uradnega glasu Sveta Koroške regije, koroških županov in savinjsko-šaleških županov predstavlja pomemben in glasen glas za tretjo razvojno os. In ti tri razlogi lahko, mislim, da lahko danes navdajo to dvorano, ta posvet z optimizmom, da bomo skupaj lahko rekli, da tokrat pa res gre za res in da je odgovor na to vprašanje, ki ste ga postavili, ali gre tokrat za res en velik dan. Želim uspešno izpeljavo razvojne konference, verjamem, da se bomo naravno izkazali kot dobri gostitelji, da se boste pri nas počutili dobro ter opravili to pomembno tudi konferenco šesto, sicer pregovor šesto gre rado, ne obstaja, v tretji gre rado obstaja, ampak verjamem, da tokrat pa res gre za res. Dobrodošli. Hvala lepa. Gospod župan, v imenu častnega pokrovitelja Ministrstva za infrastrukturo vas bo zdaj nagovoril magister Zvonko Zalašnik. Lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za infrastrukturo. Najprej upravičim izostanek gospoda ministra, dr. Petra Gašperšiča, oziroma tudi državnega sekretarja, gospoda Lebna, ker enostavno zaradi drugih službenih obveznosti nista mogla biti prisotni na tem dogodku. Pa vendarle v nekaj minutah vam želim osvetliti dogajanja zadnjih let, ki so privedla do točke, ko se lahko danes dejansko vprašanjem ali to, ker gre za res realno sprašujemo, ali je temu res tako. Kakorkoli vzamemo, izvedba projekta tretje razvojne osi nedvomno sodi med ene najpomembnejših državnih projektov z dolgoročnimi pozitivnimi razvojnimi učinki, tako za gospodarstvo, kot pa tudi za samo prometno povezanost prebivalcev regije in države. Dejansko bomo s to cestno povezavo Korošcem in tudi savinjsko-šaleški regiji omogočili enakovredne razvojne možnosti, ki jih v tem trenutku žal nimajo. Zaradi dolgotrajnih postopkov večina vas vezanih prostorskega umeščanja je bilo izgubljenega res veliko časa, pa vendarle v tem mandatu in tudi nasploh naše ministrstvo želi s tem projektom kot prioritetno nalogo narediti vse, da se bo zgradno dejansko čim prej začelo. Da mislimo resno, če gremo mečkano zgodovino, da mislimo resno za gradno tretje razvojne osi, lahko omenim dva zelo pomembna dejanja v zadnjih 2 letih, in sicer sprejetje državnega prostorskega načrta na manjkajočem odseku med Velenjem in Šentrupertom. Drugi pomemben dogodek zagotovo pa sega v leto 2017, ko smo podpisali
z svetom Šaleške regije, s Koroško regijo, protokol o načrtovanju državne, to se pravi, tretje razvojne osi. In s tem smo v bistvu dali prebivalcem in pa tudi gospodarstvenikom, županom jasen signal, da s to cesto želimo, da jo želimo in da jo bomo v kratkem tudi dejansko začeli graditi. Poleg teh dveh odločitev bi omenil še odločitev o izgradnji 4-pasovnice na odseku med Šentrupertom in Slovenj Gradcem. To je bila v bistvu plod raziskave oziroma nalogi širših razvojnih učinkov ekonomske študije, ki je za to področje pokazala, da bodo ekonomski učinki, ki bo gospodarstvo generiralo zaradi nove cestne povezave, red velikosti med 32 in 46 milijoni evrov na leto. To je še v bistvu dodaten dokaz oziroma dodatna spodbuda, da je cesta dejansko potrebna. Čeprav bo cesta na Koroško zagotovo prišla kakšno leto, kot smo videli v prispevku, lahko rečemo kar desetletje prepozno oziroma kasneje, kot bi si sami želeli, pa je najpomembneje, da v tem trenutku sledimo zastavljenim aktivnostim investitorja, da se aktivnosti, ki so potrebne in dogovorjene, odvijajo po terminskem planu in zagotovo še vedno ostaja, da bi začetek gradnje bil v konec leta 2019 na Koroško oziroma do Slovenj Gradca, pa da s hitro cesto pridemo v letu 2023. Izvedba projekta, kot je bilo že omenjeno, se te dni s prvimi terenskimi aktivnostmi geodetov dobiva v bistvu nove dimenzije. Ne glede na vse pozitivne signale, pa moram tukaj omeniti tudi, da ne gre čisto brez težav. Zadnja težava, ki je pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je skupina posameznikov poslala na ustavno sodišče. Na ministrstvu smo prepričani, da je postopek uredbe o državnem prostorskem načrtu potekal zakonito in transparentno, zato nobenih aktivnosti ne ustavljamo. Edino, kar smo naredili, smo pisali, oziroma minister je pisal na ustavno sodišče prošnjo, da je zadeva prioritetno čim prej obravnavana, tako da čim prej obržemo stanje negotovosti oziroma stanje delne negotovosti, ki je zagotovo prisotna. Naj se ob koncu ob tej priložnosti zahvalim in hkrati upravičim vsem prebivalcem Koroške in Šaleško-Savinjske regije za potrpežljivost, ki jo še leta izkazujejo. Zahvaljujem se seveda tudi lokalni skupnosti, s katero zelo dobro sodelujemo, oziroma smo sodelovali in vem, da bomo tudi v tem in prihodnjem letu, da nam bodo pomagali po svojih močeh, ko bodo potekali postopki v zvezi z pridobivanjem zemljišč. Če končam, veselim se dneva, ko bodo dejansko zabrneli gradbeni stroji, če pa se navežem na sam naslov današnjega posveta, pa mislim, da tukaj ni več dileme, da dejansko ga je zares. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod Zavašnik, čeprav župan pravi, da ni več časa za cinizem, ampak za optimizem, ampak res včasih nam zmanjkuje potrpežljivosti, da bi bili potrpežljivi. Prav, in naposled organizator, še besedo organizatorju, Boris Stergar, predsednik Društva za ceste severovzhodne Slovenije. Izvolite. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani župani občin, ki ste se kar velikem številu odzvali našemu vabilu na ta posvet. Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, ki je organizator tega posveta, že od svoje ustanovitve
leta 1982 izobražuje in seznanja svoje članstvo s pomembnimi projekti in novosti iz področja cest, železnic in prometa na splošno. Z vsakoletnimi posvetovanji, kot je današnje, pa seznanja tudi drugo zainteresirano javnost z aktualnimi infrastrukturnimi projekti, kot je tretja razvojna os. In ta tretja razvojna os je in bo, vse dokler ne bo zgrajena en takšen aktualni projekt, v prvi vrsti za prebivalstvo in gospodarstvo na območjih, po katerih bo potekala, in v drugi pa za vse projektante, gradbince in druge institucije, ki pri projektu že sodelujejo oziroma še bodo. Kot je že bilo rečeno, gre že za 6. posvetovanje o tretji razvojni osi. Začeli smo leta 2006 v Mariboru, nato pa nadaljevali v Slovenj Gradcu, Velenju, v organizaciji Društva za ceste jugovzhodne Slovenije, tudi v Novem mestu in nazadnje leta 2015 Prevaljah. Nočem biti neskromen, če ocenjujem, da je tudi to naše zadnje posvetovanje na Prevaljah spodbudilo odgovorne in širšo javnost, da so po dolgih letih mrtvila na tem področju spet začeli bolj intenzivno razmišljati in ukrepati v zvezi z realizacijo tega projekta. Že večkrat je bilo poudarjeno dejstvo, da gradnja javne infrastrukture, predvsem gradnja cest, dviguje gospodarsko rast, kar se je izkazalo že pri realizaciji avtocestnega programa. Ko govorimo o tretji razvojni osi, ne poudarjamo za manj, da gre za razvojni projekt. Že sama gradnja in vedno spremljajoče gradnje, ki ob taki gradnji potekajo, požene gospodarstvo v regiji, dokončana cesta pa nudi osnovne pogoje razvoja tako obstoječemu gospodarstvu kot novim investitorjem. Poglejmo primer Magne, ki jo vsi poznamo, ki je iskala in našla lokacijo neposredno ob avtocestnem priključku in blizu železniške proge in letališča. Drugo nesporno dejstvo je ta, da sodobna cesta nikoli ni zgrešena investicija. Ne poznamo primera, da bi po neki novo zgrajeni cesti potekalo manj prometa, kot ga je bilo načrtovano takrat v fazi projektiranja. Referati, ki sledijo in so objavljeni tudi v zborniku, strokovno in utemeljeno izkazuje nujo po izgradnji te prometnice, zato se na tem mestu zahvaljujem avtorjem prispevkom, soorganizatorjem, pokroviteljem in sponzorjem, da so pripomogli k realizaciji tega dogodka. Posebno pa se zahvaljujem gostitelju, občini Ravne na Koroškem, ki nas je sprejela v tej dvorani. Hvala lepa. Hvala, gospod Serger. Samo še par besed o tem, kako bo, kako naj bi potekal današnji dan. V naslednjih 2 urah boste slišali 5 referatov, med 11:30 in 12 uro, potem bo čas oziroma bo odmor in čas za vprašanje kolegov novinarjev, potem med 12 in 14 uro še 5 strokovnih prispevkov in okoli 14. ure še zaključek oziroma sklep iz tega današnjega 6. posvetovanja. Skromna prošnja nastopajočim, da pa svoje prispevke poskušate časovno ukviriti v 15 minut. Avtorji pa vam bodo, spoštovana publika, potem na voljo za vaše mnenje, vprašanja, pripombe in predloge. Dobro, to, kar je tisto, kar je treba najprej vedeti ob vsej tej potrpežljivosti, ob izgradnji te ceste, je vpliv politike na izvajanje projekta tretje razvojne osi. Naslednjih 15 minut si boste torej razdelila, čeprav razume, magister Gregor Ficko in Aljaž Vrhovnik in poskušala odgovoriti na ta vprašanja. Magister Gregor Ficko torej in Aljaž Vrhovnik.